Včeraj sem poklicala Janeza Janšo in mu rekla: Poslušaj, Janez, jutri je pomemben dan. Ne samo, da je 3. julij moj rojstni dan, na katerega praznujem svoje 35. leto življenja na tej zemlji. 3. julij je pomemben datum tudi za Slovenijo. Namreč na ta dan, 35 let nazaj, se je zgodil začetek konca vojne za osamosvojitev naše Slovenije. Pazi to. Nekaj ur po tem, ko sem se jaz rodila, so iz Beograda krenili vojni oklepniki proti Sloveniji. Ampak iz ure v uro so se ta vozila kvarila in pohod proti Sloveniji je propadel. Zjutraj pa so se brez boja predali vojaki JLA. A boš zdaj rekel, da nisem jaz poskrbela za mir v Sloveniji? Seveda, da sem. In prav zato te častno vabim, tebe in tvojo vlado, da pridete jutri, 3. julija, k meni na obisk v moje mesto San Terreno. Boste prišli? In veš, kaj je Janez Janša rekel? Teja, fantastično povabilo, jaz sem navdušen, presrečen in seveda pridemo. Se vidimo jutri v San Terrenu. Upam, da bo gostitev zelo častna. Seveda, da sem poskrbela za častno pogostitev teh naših velikanov Slovenije. Oh my God. By the way, to je satira, ne? Mislim, jaz verjamem, da večina vas to šteka, ampak veliko je takih ljudi, ki tega ne razume, ne? Pač to je hec. Mislim, sploh ni hec, jaz to mislim popolnoma povsem resno, ampak pustimo ostati detajle. V glavnem, ja, jaz sem pomislila, ne, kaj bi danes ušpičili, ker je moj rojstni dan, in dejansko sem včeraj poklicala Janeza Janšo, ampak ne zares, samo na energijskem nivoju, logično. Nimam njegove telefonske številke, ne poznava se, tako da žal ga nisem mogla zares kontaktirati. Bi pa bilo fajn, ja, če bi ga zares, pa da bi pač karkoli. V glavnem, danes sem naredila vpogled in v bistvu včeraj, ko sem klicala Janeza Janšo, jaz sem kar tremo, čak, jaz moram priti malo k sebi. Oh my God. Veš, zakaj imam tremo? Zato, ker sem pripravljala tale moj uvod, da bo tako dramatičen, malček provokativen, malček tak satiričen, malček sarkastičen, malček tak, da dregne tiste ljudi, ki so kot natempirana bomba, ki iščejo sankcije, bodo pucali svoje ventile, ne? Ker zakaj pa ne? Saj je fajn, lej, veš, meni je tako zabavno gledati te negativne komentarje, mislim, brati negativne komentarje, ker, mislim, zabavno, ni glih zabavno, no, to je tako spet satira, zato ker pač moraš v tem sranju najti nekaj pozitivnega. Ampak dejansko sem počaščena, da dajem svetu nekaj, preko česar lahko pucajo svoje frustracije, ker rajši vidim, da tej ogabni ljudje pišejo negativne komentarje pod moje objave, kot pa da to frustracijo tresejo na, ne vem, svojo ženo, moža, otroke, družino in tako naprej, ne. Tako da vsaka stvar je za nekaj dobra. In ja, pač me res otresem, pač bolj tak uvod, se mi zdi kar tak, tako da rabim malo priti k sebi, mi je kar malo vroče. V glavnem, ja, danes je moj rojstni dan, praznujem 35 let. Jaz praznujem svoj rojstni dan tako, da ga ne praznujem, zato ker mi je to pač nebistveno. Mislim, čakaj, bom dala pauzo, da pridem k sebi. Evo me, v glavnem, San Terreno, kaj je to San Terreno? What the fuck is that? San Terreno je v bistvu mesto, ki obstaja samo na vzporednem svetu in v bistvu kreator tega mesta sem jaz, Teja Lumina, oziroma
Moje ime je Teja Bažon, ampak Teja Lumina je energijska verzija mene, torej moja osebna energija, ki živi na energijskem nivoju, oziroma tam pač je, in del te energije je pač v meni, ne? Se pravi, tista energija na nek način vpliva na moje življenje, dajmo tako reči. Mesto San Tereno snujam zdaj že od 1. aprila. 1. aprila sem se odločila in sem rekla, ok, jaz moram narediti Facebook skupino, v kateri bomo raziskovali to mesto San Tereno, in fora tega mesta je, da se učimo z vplivanjem na vzporedni svet kreirati svojo resničnost. Zaenkrat je ta skupina še tako na videz mrtva. V njej je samo nekaj prikupljenih članic in članov, ki so že malček sodelovali, ampak te člani so pa prišli iz skupine, oziroma iz delavnice, ki sem jo naredila oktobra lani, in smo imeli 30 korakov do želje. In v bistvu tam sem videla, kako ljudje dejansko lahko uživajo na teh vzporednih svetovih, raziskujejo svojo podzavest, budijo svojo domišljijo in z njo v bistvu spreminjajo svoje občutke. In seveda, ko spremeniš svoje občutke, spremeniš tudi svojo realnost. Ker tvoja realnost, tvoj fizični svet je vedno neka zrcalna podoba tega, kar se dogaja v tvoji notranjosti. Se pravi, če v sebi znaš prebuditi neke pozitivne občutke, nek navdih, neko motivacijo, se bo to seveda potem preneslo tudi v tvojo fizično realnost. Namreč, kako delujejo možgani? Možgani ti pokažejo tisto, na kar si ti fokusiran. Torej, če imaš ti pozitivne občutke, bodo tvoji možgani lažje prepoznali pozitivne priložnosti. Če ti živiš v tem bedu, kao, svet je beden, vse je bedno, bodo tvoji možgani pač hoteli ti ustrežiti, bodo iskali potrditve za tvoje občutke in boš seveda videl samo bedne stvari. In seveda potem imaš tudi na razpolago samo bedne priložnosti. Zdaj, jaz zaenkrat ta San Tereno še postavljam na noge, v smislu iščem način, kako točno predstaviti San Tereno ljudem na način, da bodo razumeli, kaj je fora, ker to je namreč ful težko. Meni je to vse samoumevno. Jaz pač štekam foro, jaz štekam, lej, ti greš v San Tereno, tam greš na eno misijo, opraviš to misijo in potem voila, nekaj lepega se ti bo zgodilo v življenju. Ampak ti zdaj to poveš ljudem in so, kakšen San Tereno, kakšne misije, kaj moram jaz narediti? In potem je pač en proces in hkrati ta San Tereno mora imeti nek tak sistem ustvarjen, ki bo omogočal tak lep razvoj in lepo delo, ali kako bi temu rekla. In domišljija, jaz to vedno rada rečem, je naše najmočnejše orodje. Domišljija je tisto orodje v naših možganih, ki nam pomaga spreminjati naša občutja in občutke in čustva. Namreč, če ti čutiš v sebi, ne vem, jezo, žalost, obup, lahko ti v domišljiji si predstavljaš situacijo, kot da se je že razrešila, jo probaš si čim bolj vizualizirati in s tem prebujaš močne pozitivne občutke, kajti naši možgani v resnici ne znajo najboljše ločiti med tem, kaj se dogaja v resničnem svetu in kaj se dogaja v naših mislih. Možgani na nek način interpretirajo vsa ta videnja s fizičnimi očmi in z notranjimi očmi kot resnico. Kaj to pomeni? To pomeni, da če si ti predstavljaš, kako tečeš po gozdu in te lovi medved, bodo tvoji možgani spustili hormon adrenalina. Seveda je to dosti manjši, dosti nižja raven adrenalina, kot če te medved zares lovi, tudi v fizičnem svetu, logično. Ampak je dovolj, da začneš s tem spreminjati svojo energijo, svoje občutke in potem seveda tudi premaguješ neke določene čustvene ovire, Upam, da sem to zdaj uspešno razložila, če nisem, to na temu zdaj še delam.
V glavnem. Evo, preden sem začela snemati tale video, sem šla v meditacijo, v globoko stanje zavesti. Šla sem v moj lumi svet. V tem lumi svetu je pač taka lepa, čudovita, predsedniška palača. In v tej palači je tale moja pisarna, v tej palači imamo sejno sobo, imam jaz svoje vodnike. In iz te palače prideš lepo tako po stopnicah na trg mesta San Tereno. To je tako čudovito mestece z mediteranskim pridihom, malček takega slovenskega vajba, malček hrvaškega, dalmatinskega in malček tudi italijanskega. Vse je tako en tak lepi miks tega našega področja, kjer živimo, dajmo reči. In v tem mestecu živijo taki res prijetni domačini. Naprimer, ko smo v Facebook skupini že malček testirali tole mesto, smo iskali svoj poklic, jaz sem si izbrala ribištvo, ne vem zakaj, hotela sem nekaj drugega, ampak enostavno te ribe, lovljenje rib so me ful vlekle in jaz sem spoznala tam enega ful fajn ribiča, domačina. Skupaj sva šla v čoln in pokazal mi je, kako se lovi lignje, sardele, ne vem kaj še vse. In potem sem v bistvu opazovala, kako se bo to reflektiralo v mojem življenju. Recimo še en tak primer, ali pa ne, da gremo na to delegacijo, ne, pač prišla je delegacija v San Tereno. V palačo najprej vstopil Janez Janša, za njim je bil Franci Matos, videla sem tudi Rončevića, prišel pa je tudi tale Zoran Stevanović in še nekaj drugih, ki pa nisem zdaj bila pozorna, kdo je, ampak verjetno cela pač vlada, I guess. Bilo jih je kar nekaj. In vsi so bili zelo navdušeni, ko so vstopili v ta lumi svet. Videlo se je spoštovanje, pa tako neko navdušenje v njih, neko zanimanje, pa tako nekaj novega je bilo videti, ne, pač ta palača res taka posebna. In potem sem jim razkazala to palačo, predstavila sem jim mojega vodnika Leona, pokazala sem jim mojo pisarno in potem smo šli skupaj v sejno sobo, kjer smo se lepo posedli in smo malček počakulali, da smo se zmenili, kako bi lahko sodelovali oziroma kaj bi lahko počeli, kako bi lahko v bistvu, ker namreč moja želja je, da bi politiko približala ljudem na bolj zanimiv način. Namreč mene politika res ne zanima. Čeprav med tem predvolilnim obdobjem sem dobila ful zanimanja za politiko, ampak potem, ko se je sestavila vlada oziroma še malo prej, zdaj vse te, ki se kregajo za vsak drek, pač to se meni res ful ne da, pač a je res treba tega. In me zdaj več toliko ne zanima, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da vemo, kaj se dogaja, ampak bolj pomembno bi se mi zdelo to, da se nehamo kregati in da se začnemo razumevati. Zdaj seveda ne vem, če bom, mislim, meni to ne bo uspelo, da dosežem sama, to lahko skupaj dosežemo, ne, če se skupaj v bistvu učimo upravljati vzporedne svetove in jih povezovati z našim fizičnim svetom in na tak način v bistvu gledati na politiko kot na nekaj zabavnega, ne, kot na neko, dajmo reči, neko igro nekih ljudi, ki pač vodijo Slovenijo in zdaj, čeprav se vsi vedno, zdaj za vsako stvar se vsi neki bunijo, pa ta politična policija, pa kaj smo imeli še nekaj je zdaj, ne vem, to, pa to, pa to, pa uno, pa unik ni glasoval, pa uno, pa skozi nekaj kreganja, da v bistvu, ko to pač
če si damo roko na srce, če si natočimo čistega vina, ne, mi tle ljudje, ki nismo niti politiki, niti pravniki, niti odvetniki, niti strokovnjaki na nekih teh uradnih nivojih, ne moremo zares vedeti, ali so te zakoni dobri ali ne. In kar jaz vidim, je to, ne. Če si ti levi, ne, bo nekdo od levih rekel, ustanovili bodo politično policijo, v zakonu piše to in to in to in to moramo preprečiti, ne. In zdaj, če ti zaupaš bolj levim strankam, ti njim verjameš. Se pravi, politična policija, groza, ne. Če si pa ti bolj na desni strani, pa ti bodo rekli desni, to in to piše v zakonu in ti unim verjameš, ne. In pol se na une kregaš, da oni lažejo in oni se kregajo na une, da oni lažejo in pač, what the fuck. Recimo, že to mi je en tak zanimiv detalj, že ki smo pri politični policiji, v tej noveli zakona sploh ni govora o politični policiji, ampak politični komisiji, kar je čisto nekaj drugega v bistvu. Ne, policija ima orožje, ima, ne vem, dvomim, da bi politična komisija imela orožje. Pač gre se bolj za neke preiskovalne zadeve, kaj ti jaz vem kaj, in po drugi strani pač zakaj se ne bi oni med sabo kontrolirali. Edino, kar bi jaz mogoče naredila pri tej politični policiji, je to, da bi lahko levi in desni kontrolirali drug druge, ne. Se pravi, da imajo levi pol, da ima koalicija svojo politično policijo in opozicija svojo politično policijo, pol pa naj se fajtajo, pa naj se razfajtajo, pa naj se razkoljajo med sabo, čečejo, pa bomo videli, kaj bomo naredili. V glavnem, no, imeli smo tak sestanek, pogovarjali smo se, kaj bi naredili, da bi pač zavladal mir v politiki in da bi lahko politiki se resnično fokusirali na tiste stvari, ki so pomembne. In da bi vsi delovali v dobro Slovenije, ne samo koalicija, ki je to prisegla, oziroma vlada, ki je to prisegla v državnem zboru, ampak tudi opozicija bi mogla priseči. Se mogoče, da so, ampak nisem videla, ne vem. Se pravi, bil je tak lep sestanek in po tem sestanku smo pa šli nekaj pojesti. In peljala sem jih v tako, kako se temu reče, pač jedilnico. Jedilnica se reče, logično. Tako dvorno jedilnico, taka lepa dolga miza je tam in seveda natakarji, ki pridejo tako zelo, to so zelo, kuharji so vrhunski, master šefi, takih master šefov na našem planetu ni. Ker tam imajo še take energijske sestavine, ki zares dodajo nek tak, veš, ko rečejo, to je eksplozija okusov. No, v Lumi svetu je taka hrana, da je pač eksplozija je preveč nežna beseda, to je ekstaza okusov. Wow. Kaj smo pa jedli? Zdaj ti bom povedala, wow, ful, dober meni, sicer zdaj ne vem, ali je kdo bil vegan ali pa vegetarijanc, nimam pojma, nisem opazovala, ampak te, ki so sedeli poleg mene, torej Janez Janša, Rončević, Matoz, Stevanoviča nisem videla, njemu so ziher dali kakšne proteinske šejke še zraven, tako za popestritev, ne, se hecam. V glavnem ni bil veganski meni, ni bil vegetarijanski meni, ampak glej, tam je pač drugačen svet, ne, tam se da marsikaj. Jedli pa smo. Najprej smo dobili aperitiv, logično, tak Lumi, kako se reče, o moj bog, Lumi, ma ne šnops, no, ampak pač Lumi neki, neka pijača, taka alkoholna, taka nežna alkoholna pijača, ne šnops, ne, ni bil, to je bilo tako kot nek vinček, Lumi vino, ajde, da moraš Lumi vino. To je taka bela tekočina, ki se, notri se pa tako prelivajo, take svetlobne, mavrične nitke. In to spiješ in te tako lepo pripravi na pojedino, da lepo prebudi tvoje brbončice
in da tvoj želodec pripravi na to, da se lahko lepo raztegne, ne, tako da lahko več poješ. Ker ta hrana nima kalorij, ne, seveda, logično, to smo na energijskem nivoju. In potem smo dobili hladno predjed, bil je goveji carpaccio s tartufi. Oh my God, delicioso, delicioso. Potem smo imeli te ful dobre italijanske sire in francoske. To je bilo petarda. Potem smo imeli kruhke s takimi paštetami, račja pašteta. Nenormalno dobro. Potem, to pride v take male porcije, ne, logično. Ker to je tak intenziven okus, da ne moreš tega zdaj ful pojesti, ne. Potem smo imeli gobovo juho, ampak je bila taka gobova juha, ko, veš kaj, recimo, gobova juha ima dosti tak nežen okus, ne, v našem svetu. Mislim, sej lahko narediš bolj tako močno, ampak veš, tisti okus od gob, ki je prav prav gobe, prav, se pravi, taka ful dobra gobova juha s smetanovo omako. Delicious. Che bon, ma che bon. Potem smo imeli njoke z divjačinskim golažem. Bolano, bolano, pač njoki so bili bolano dobri. Oh my God, to je bilo prav, cedijo se ti sline. No, potem je prišla glavna jed, rostbif z jajčkom, prepeličim. Rostbif s prepeličim jajčkom na oko, na posteljci od rukole in z neko tako fino kremo, zraven pa je bil tak pire krompir, ampak je imel še neko, pač ni bil navaden pire krompir, to je bil nek pire krompir z nekimi takimi, ne vem, kaj so bile notri, kot neke brusnice ali neki, ne vem, tako ful dobro. Tako, ko si vzel pire krompir, tako, in ko si ga tako pač potlačil v ustih, so prav tako neke bunkice tako pokale in je prišel še nek tak dodaten okus, pravno, ki je prav božansko. No, in na koncu smo pa imeli še sladico. Kaj pa je bila sladica? Pač bolano, spet bolano. Mislim, to svet še ni videl. Ne, bila je taka bela kroglica, kot da bi rekel Raffaello, ampak je gladka, ok? Gladka in taka, zdaj vem, na kaj me je to spominjalo. Mislim, da v kitajski restavraciji, da sem to jedla, ko so neki taki cmočki in ugrizneš in je notri neka čokolada. Ampak so taki riževo testo, nekaj v tem kontekstu je bilo. Skratka, bilo je belo, bela kroglica, ampak notri, ko si ugriznil, ti je po ustih stekla taka krema, ki je bila taka sladka, prijetno sladka in taka kot en mus skoraj. Ampak potem se je še razlila neka taka, nek tak sok, ki je bolj tak kiselkast, višnjev sok, ki je naredil prav tisto piko na i. In ko smo to pojedli, mi smo bili, potem pa seveda še deci vrhunskega vina, roze, ampak tak dober roze. Tak, ki je lepo nežno sladkast, ampak ima tisto svežo noto, ki tako lepo nadgradi okus po alkoholu, ne, se pravi tisti alkoholni okus, ki je v vinu, no, tale sladkobna nota je tako lepo tale alkoholni okus nežno omilila, mislim, pač kapo dol, fantje, kuharji, šefi, master šefi, svaka vam čast, jaz imam najboljšo ekipo v tem svojem Lumi dvorcu. Logično. In no, pol, ko smo se lepo najedli in pojedli in ko smo malček počivali, da se nam ta hrana lepo poleže, smo šli na ogled mesta. In torej, ko greš iz te dvorne palače dol po stopnicah, prideš v na tak lep trg. In na tem trgu imajo tele vaščani svoje stojnice, kjer prodajajo svoje rokodelske izdelke. Ne vem, eni prodajajo recimo, imaš vsega, recimo med,
vrhunski med. Imaš zeliščne čaje, imaš kvačkane šale, potem je tam ena šivilja, ki ima take lepe suknjiče, potem imaš, kaj še, vse je živo, no, pač ni da ni, tam so stojnice, sam stani in gledaj. In pač denarnico vzemi s sabo pa plačaj, ne. Ker na energijskem nivoju pač itak imaš neomejeno denarja, tako da prosim plačuj, ne. No, in pol smo tam videli, pač tam je tak velik porton, ki vodi v mesto, za tem portonom pa je ogromno ljudi, ki še ne vejo, da si ful želijo priti v to mesto, to sem jaz Janezu povedala in sem rekla, glej, tle je potencial. Ok, potem pa sem jih peljala v Marino Santereno. Ok, to mestece je obmorsko mestece, tam je ena taka lepa marina z jadrnicami in na prav posebnem pomolu je privezana Lumina Obscura. To je taka velika ladja, ki je nekakšna mešanica med galeonom in fregato. To so te starodobne, mislim starodobne, pač to so te jadrnice, pač take staroveške, ali ma ni, ja, pač no, kakorkoli, te velike jadrnice, ki so jih uporabljali včasih in imajo tudi topove, če je treba, ne. Galeon je taka velika jadrnica z več nadstropji in je bila v bistvu namenjena bolj tovoru. Fregata pa je bolj taka vojaška jadrnica, bolj taka kot ena sulica, zelo okretna, hitra. No, in Lumina Obscura je mešanica teh dveh ladij. Na energijskem nivoju je možno čisto vse, tako da je pač tovorna, hkrati je vojaška, hkrati je pustolovska, avanturistična in s to ladjo hodimo po tem našem morju in raziskujemo otoke. Na otokih se skrivajo razni zakladi, skrivnostne jame, razna plemena, s katerimi se je potrebno boriti. Na morju se najdejo tudi pirati, ki nas lahko oropajo, tako da moramo imeti topove, da se branimo in tako naprej. Skratka, to je cela pustolovščina. Zaenkrat še to je dosti tega samo bolj v moji glavi oziroma proč od javnosti, ampak s tem namenom sem povabila tudi te naše vladne ljudi na obisk v Santereno, zato da morda skupaj najdemo neko rešitev, kako bomo tole mesto oživeli in v njega povabili tudi resnične ljudi, da ga začnejo raziskovati. Komaj čakam. Kdaj se bo to zgodilo? I have no fucking idea. Ne vem, ne vem. Non so. Amico mio, non so. Jaz bi rada včeraj, ampak ne gre. Mislim, z mojimi možgani se kregati vsak dan je tudi izziv, razumeš? Moji možgani bi radi to in to in to in to in to. Jaz bi pa rada samo eno stvar, ampak pol to ne gre. In zato se to pač zavleče, potem pridejo nove in nove ideje in rečem, o, zdaj pa lahko še to, pa še to, pa še to in pač traja, ne? Ko boste zvedli. Zvečer smo pa imeli slavnostno proslavo. Moji fantje so pripravili tak lep oder, osvetlitev, lučke, ambient, natakarje, itak Masterchefi so imeli, tele, catering so naredili, skratka, imeli smo ful dober band, ki je igral, DJ-ja smo imeli pol na koncu. In v bistvu na tej slavnostni predstavi, smo imeli tudi slavnostni govor, povabila sem Janeza Janšo na oder in sem mu pač dovolila, da pove nekaj svojih besed. Rekel je, da mu je bilo zelo lepo v Lumi svetu, da je navdušen nad tem, kar je videl, da sem zelo dobra gostiteljica. Na energijskem nivoju sem vedno izjemna gostiteljica, ne, če te povabim. V fizičnem svetu to pa bolj nisem. Zato ne praznujem svojega rojstnega dneva, ker pač lej, če prideš, najboljše, da si prineseš s sabo za pit, kaj boš pil, kaj boš jedel in ti lahko prideš, ampak postreži si sam, ne. Taka sem jaz gostiteljica v fizičnem svetu. Na energijskem nivoju pa je druga stvar, ker vsi drugi delajo vse zame, ne. Tako da je bil res krasen dan, čudovit večer.
Peljala sem jih pa tudi gor na ladjo Lumina Obscura, to sem pozabila povedati. In veste, koga smo tam videli? Sicer ne vem, kaj je ta človek tam počel in zakaj je bil tam tako, kot je bil, ampak bil je in sem rekla, dobro, to bo še zanimivo. Ampak mi pridemo gor na to ladjo Lumina Obscura, jaz jim pokažem, pač gremo se sprehoditi po tej palubi, pa to, pa gremo notri v kabino, tam je taka lepa, velika kabina s takim lepim, velikim volanom. In tam na stolčku zraven volana je bil Robert Golob, privezan na stol, imel je zalepljena usta in z vrvjo je bil cel prevezan. In je bil ful majhen videti, tako kot en palček. Jaz nisem vedela, da je on tam, jaz sem bila tudi presenečena, ko sem ga videla, tudi Janez je bil presenečen, ampak se je čutilo v njemu tako malček zaskrbljenosti v smislu, zakaj je Robert Golob tle privezan, ne? Zakaj je tle in zakaj je privezan, ne? Nekako malček, kot da se je Janez malo strašil, ne, mene, v smislu, ampak jaz sem rekla, le, nimam pojma, kaj on tle dela, ampak sem mu tako naredila, golobček. Tako da zna biti še zelo, zelo, zelo zanimivo. No, potem na koncu pa mi je rekel Janez, da me lepo vabi, da pridem k njemu v Prebujeno kraljestvo, ker ima zame neko presenečenje za moj rojstni dan. In sem rekla, nice, seveda, da pridem. In seveda sem takoj šla tja. Ko sem jaz prišla v to Prebujeno kraljestvo, sem pač prišla v tole avlo in to je bilo vse okrašeno in okrancljano. Jaz ne vem, če Janez ve, da imam da imam že 35 let, ker to je bolj izgledalo, kot da on misli, da imam jaz 10 let. Ampak okej, ne, pač se je lepo biti otrok tudi kdaj. Sicer jaz ful ne maram teh. Ampak glej, ful cenim trud, ne, tako da mi je bilo pač lepo, sem rekla, wow. In rekel, ne, čakaj, pridi, nekaj drugega imam zate. In sva šla gor po stopnicah do enih vrat. In pazi to, na vratih je pisalo Teja Bažon. Zakaj ima Janez Janša dostop do mojega sveta, ne vem. Mogoče zato, ker imam jaz do njegovega, vseeno. Jaz sem hotela odpreti ta vrata, da bi vstopila v ta moj svet, ampak ko sem odprla vrata, so se zaprla z vso silo. In oba z Janezom so bila malček presenečena, kako to. Potem pa je šel Janez notri v sobo in mi hotel iz notranje strani pač odpreti, oziroma v moj svet, iz mojega sveta odpreti vrata, da lahko jaz vstopim notri. Ampak se vrata niso hotla odpreti. In niso hotla ostati odprta, da bi jaz lahko šla čez. In potem je Janez prišel nazaj na hodnik in je rekel, veš kaj, pridi 7.7. 7.7. je še bolj pomemben datum in takrat bodo ta vrata odprta. Zdaj, jaz, ko sem pisala, oziroma ko sem snovala tale moj ekstra super uvod tega videa, sem šla na Wikipedijo prebrati še enkrat točno, kaj so te oklepniki, ki so šli in kdo se je predal in tako naprej. In sem pol poskrolala dol do konca, da sem videla, kdaj je bilo zares konec te vojne in v bistvu konec, zadnji dan je bil 7.7. In sem rekla, noro. Tako da 7.7. je datum Kerry, nedelja, mislim torek, jaz mislim, torek je. Tako da v torek očitno grem na energijski nivo v Prebujeno kraljestvo, pa bomo videli, če se mi bodo ta vrata odprla v ta nek moj svet, da vidimo, kaj je ta svet. Predvidevam, da je to nek svet, v katerem še nikoli nisem bila in da je to nek svet, morda projekcija Janeza Janše name. Se pravi, pač jaz sem skoraj 100%, da je Janez Janša že slišal zame, tako. Pač zagotovo me je že zasledil, no. Vsaj zasledil, ker ga tagiram na Facebooku, njega ful rada tagiram. Recimo drugih politikov ne maram tagirati, drugih politikov tako. Če jih tagiram, je kar malo. Ampak Janez Janša mi ni problem, to mi je ful zanimivo. In valjda je kdaj videl kakšno obvestilo in je rekel, da vidim, morda. In je pač videl, zdaj ali je to šel on brskati, gledati in to, ne vem. Ampak zagotovo je vsaj me opazil.
To sem skoraj 100% prepričana. In na podlagi tega si je on ustvaril neko sliko o meni. Ma mislim, glede na to, da je ustvaril svet zame, morda pa si je malček tudi pogledal moje videe, ne? Hudo. Tako da bo zanimivo videti, kaj se skriva za temi vrati. Moram pa še nekaj povedati. Zadnjič mi je to dalo ful eno veliko spodbudo. Zasledila sem en video, zdaj ne vem, kdo je bil to, ne vem kje, kaj, zakaj. Ampak bil je nek gospod, ki je pravil, da Janez Janša obožuje karikature. In potem je rekel nekaj v kontekstu, da pač zdaj, ki je on predsednik vlade, ne, če bi se zgodilo, da ne bi bilo nobene karikature o njemu več videti, se pravi, da nobeden ne bi delal karikature na njegovo ime, da bi Janez rekel, ja, to pa res pogrešam. Zdaj, jaz ne delam karikatur, ampak to je neke vrste, da moraš karikatura, neke domišljijske zgodbice, heci, sarkazem ali pa satira, kakorkoli. In jaz itak vem, jaz prav čutim, da bi bilo to njemu ful zabavno. Tako da mi je dalo, ta video mi je dal uno spodbudo oziroma potrditev in zavedanje, zakaj jaz lahko njega tagiram, zakaj čutim navdušenje, če tagiram Janeza Janšo na svojih objavah, drugih pa ne morem. Oziroma čutim nelagodje ob tem. Ok, v glavnem, hvala lepa za vsa voščila, ne rabite mi voščiti sicer, ne, ker pač jaz to, mislim, lej. Hvala, v bistvu, tako bom rekla, če mi boš voščil, lahko mi samo v mislih voščiš, ok, jaz bom ful vesela. Ne rabiš mi pisati komentarjev, ampak lahko mi voščiš v mislih in že zdaj ti rečem, hvala, draga moja, ali pa hvala, dragi moj, za to voščilo in tudi tebi želim vse dobro naprej. Tako da 7.7. se vidimo verjetno z novo epizodo, bomo videli, kaj bom jaz ugotovila tam na tem planetu, na tem vzporednem svetu in ja, jaz si sama sebi, evo, kaj si jaz želim za rojstni dan, oziroma Teja Bažon, vse najboljše za tvoj 35. rojstni dan. Na to veličastno obletnico ti želim, da dobesedno zasiješ, tako zasiješ, da pravno vsi bojo rekli, kdo je Teja Bažon? In da se ti vsi klanjajo, da ti vsi polagajo rdečo preprogo po tleh. Ne, se hecam, dej. Malo se sprdam. Ajde, čau. Zato, ker zakaj ne?